kako zdravniki, seveda tudi mladi zdravniki, bodoči zdravniki, doživljate razmere v slovenskem zdravstvu, za katere se zdi, da jih nikakor ne gre razrešiti. Reforme ni od nikoder, težave pa se kopičijo. Kakšno je vaše videnje? Ja, v vidiku zdaj, če govorim za nas študente medicine, je vsekakor zaskrbljujoče, ker to je vseeno naša prihodnost. In čez par let bomo vsi, tudi mi, del tega našega zdravstvenega sistema in kakor je sedaj, priznam, da imamo malo skrbi glede naše prihodnosti, ker zdravniki so preobremenjeni, naprimer družinskih pacientov imajo ogromno, poleg tega jih večina dela še nujno medicinsko pomoč, dežurstva in tudi vsi ostali, v vseh kadrih je premalo zaposlenih in ne samo zdravnikov, tudi drugega osebja in medicinskih sester. In mislim, da mi študenti medicine vsekakor si želimo in tudi v bistvu spodbujamo in delamo na tem, da bi prišlo do neke reforme, se vključujemo v te debate ter posvetovanja, prav zato, da tudi mi izpostavimo svoj vidik, ker je jasno, mislim, da vsem, da je treba v našem zdravstvu nekaj spremeniti. In to ne samo malo po malo, ampak na celotnem nivoju. Treba bi bilo cel sistem, kako naj rečem, celovito spremeniti ter res res bi potrebovali neko vodjo, neko osebo, ki bi stvari vzela v svoje roke ter dejansko naredila neke večje spremembe, ki jih rabimo. Naprimer, že to e-zdravje, ki naj bi že pred 5 leti bilo vzpostavljeno, še danes je v zelo majhnem delu tega, kar so govorili, da bo. In tudi za prihodnje nas skrbi, da bo še naprej samo govorjenje in da dejansko nobene spremembe ne bo. Ampak vsi upamo in tudi delamo na tem, da bi dejansko prišlo do reforme in neke večje spremembe, da bi sistem dokončno enkrat in za vselej tudi uredili.